Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz Kidričevega, kjer odpiramo 16. krog prve lige Telemach. Aluminij in Bravo se bosta pomerila. To bo 14. prvoligaški medsebojni obračun teh dveh ekip. Kavčič s predložkom proti oddaljenejši vratnici in Bravo vodi. Še ena asistenca Kavčiča, zadetek pa je dosegel nogometaš, ki je kar 5 let nosil dres Aluminija. Srbski branilec Nemanja Jakšić je bil tam najvišji v skoku. Tule se je s tole potezo na nek način ali zahvalil tistemu tam zgoraj ali pa se opravičil Kidričanom. Kdo ve? Zdaj proti Maružinu, ni se odločil za zaključek iz prve, kot radi rečemo, z volejem bi lahko ustrelil. Požrtvovalno Trdin. Jovanović, krasna žoga za Jovana, priložnost za izenačenje. Ostaja 1-0 za goste. Maher. Trenutek mu je žoga ušla, Ivanšek je prišel do nje. Brez prekrška. Zdaj pa lahko Ivanšek prejme karton in ga tudi bo izključitev za Ivanška. Pred nekaj trenutki je zaradi nenamernega udarca Ivanšek prejel rumeni karton, zdaj pa je tule iskal prekršek. Matkovič je ocenil, da je šlo za simuliranje in Ivanšek je izključen. Zanimiva situacija, poglejmo tule še enkrat. Se igra že nadaljuje, Zeljković. Zeljković dolgo podaja, išče Jovanovića, Jovanović je v kazenskem prostoru, Suso! Prek vrat je sprožil Suso. In bo po reprezentančnem premoru lahko zaigral proti Celju, predložek Jovana, priložnost ima Matić in obramba Orbanića. So zdaj poškodovani oziroma v primeru Iko Emesija, ki je danes dosegel svoj prvi gol v serije A za Salernitano. Že bivši. Priložnost zdaj za Stankovića. Stanković prekrat, ko so imeli Bravaši tule. Martić, nekaj časa sicer še je, ampak vse manj. Gorenak odaleč. Še enkrat zanesljiv Matija Orbanić. Katuša. Baskera s predložkom, priložnost za Aluminij, Gneča je pred vrati, Orbanić brani izenačenje. Matić je strelec v 87. minuti, prvenec Tina Matića v dresu Aluminija in Bravaši na koncu niso zdržali tega pritiska Kidričanov. Tin Matić pa je, kot vidite, dosegel svoj prvi zadetek ne samo v tej sezoni, ampak sploh za Kidričane. Baskera takole z desne strani z nevarnim predložkom. Prav Matić je tule. Zeljković. Ali lahko Aluminij pride celo do popolnega preobrata. Katuša, močan stres razdalje ima. Odločil se je za podajo Jovanu. Priložnost za Jovanovića prek vrat. Kakšna priložnost je bila to za Aluminij. Robert Pevnik, verjamem danes kar precej stresna tekma ob robu igrišča, na koncu ste vendarle ujeli točko, dolgo ste lovili zaostanek, pa imeli celo veliko priložnost za popoln preobrat. Ste zadovoljni na koncu z izkupičkom? Pa ne, jaz sem pričakoval takšno tekmo, mislim, da smo zopet dobili en prelahki gol. Bravo se postavil čvrsto, to smo pričakovali, kot smo rekli, fajterska ekipa, ampak vseeno smo mi pokazali, da smo nogometno boljši, imeli več priložnosti, nismo zabili.
Potem, ko gledaš pa z psihičnega vidika, ko dobiš ta gol, dolgo smo se vračali, dolgo smo igrali okrog in na koncu nas je za našo borbenost, potrpežljivostjo in samozavest nagradilo za 1-1 in na koncu smo imeli še čisto priložnost za čisti preobrat. Bom rekel, nisem zadovoljen, kakšne lahke gole dobivamo in tudi nisem zadovoljen z realizacijo. Zadovoljen sem z borbo, s taktično disciplino, tu v teh nogometnih elementih zaključku napada, pa tu v obrambi moramo še pa popraviti. Na koncu pa mislim, da se je Bravo tudi boril in zasluženo osvojil to točko. Kako boste izkoristili tale reprezentančni premor? Pa enostavno upam, da ne bo spet bolezni. Ta teden so res fanti, smo bili prvič vsi skupaj, so odlično trenirali, težko se je bilo odločiti za prvo 11-terico, ker so bili vsi odlični, res na treningu, tako da bomo zdaj 3 dni prosti, potem se pa začnemo pripravljati na Koper. Aleš Arnolj, spraševal sem se v zaključku tekme na komentatorskem mestu, kdo bo na koncu bolj zadovoljen, če sploh kdo z delitvijo točk. Oboji ste imeli svoje možnosti tudi za 3 točke, dolgo ste vodili, trpeli le z 10-terico, vaša ocena? Ja, kaj ne rečem, sigurno moramo biti zadovoljni z točko. Malce je, bi rekel, žalosti, zato ker smo imeli občutek, da bi lahko zabili še pri igralcev manj na 2-0, ampak ne smemo biti pa razočarani. Danes smo spet pokazali to, kar smo takoj po tekmi z Radomljam povedali, da je bila to slabša predstava proti Radomljam in 3 slabše predstave v letošnji sezoni smo prikazali in po vseh fantastično reagirali. Nažalost se je danes zgodilo, kar se je zgodilo v 30 minuti, vsi delamo napake, tako igralci, trenerji kot sodniki, normalna stvar, ni nam bilo vseeno v tistem trenutku, ampak predvsem je reakcija ekipe všeč, ker ko smo prišli do polčasa, smo postavili jasen plan in smo res v bistvu vsi skupaj živeli za to, da odnesemo točke. Vesel sem bil pa predvsem to, ker smo kar v redu kombinirali to, da smo v tem čvrstem bloku preprečevali, da Aluminij praktično je rabo pol ure, da je prišel do neke resne priložnosti in pa hkrati smo v bistvu v protinapadih bili dovolj nevarni, da bi lahko celo zabili. Tako da danes pa res igralcem kapa dol, kažejo svoje res visoke karakterje in jaz sem morda danes te točke celo bolj vesel kot kdaj 3. Zdaj videli smo tisti posnetek dogodka, ki ste ga že omenjali, kaj je dejal Ivanšek? Ja, jaz sem stal v bistvu neposredno, jaz mislim, da je šlo za napako, da je bil prekršek, ampak glejte, v nogometu se vse stvari dogajajo izredno hitro in vsi deležniki delamo napake in jaz mislim, da bi bilo napačno, če bi mislili, da pa kdorkoli tukaj napake ne more narediti. Seveda sodnika ni mogel pokriti VAR, če razumem prav, ker je šlo za drugi rumeni karton in ne rdečega. V primeru, da bi šlo za prekršek za rdečega oziroma da bi bila druga situacija, bi bilo drugače, ampak škoda. Nimamo kaj, gremo naprej. Jaz sem predvsem vesel reakcije celotne ekipe, ki je to po vročih glavah, ki je trajala 2 minute, zelo hitro sprejela in smo zasluženo prišli do točke. 15 dni do naslednje prvenstvene tekme, bom rekel kar dolg premor za prvoligaše, pa vseeno premor dobesedno to seveda ne bo, kako ga boste izkoristili? Ja, zdaj pa v bistvu smo zadovoljni, da gremo na pauzo, ker je bilo kar lepa serija tekem. Številčno nimamo visoke številke kot ekipa, tako da zdaj v bistvu najprej za počitek, sploh danes jim je podaljšal počitek na 3 dni, tako da fantje imajo zasluženo čas z družinam, da malo odklopijo vse naše zahteve, potem pa bomo malo obnovili kondicijsko stvari v prvih dneh in pa se že v bistvu naprej pripravljali, naprej razvijali našo igro in se skozi trenažni proces in prijateljsko tekmo v bistvu pripravljali na prvenstvo. Aleksander, hitro ste prejeli zadetek, dolgo iskali izenačujočega, ga dobili tik pred koncem, pa imeli potem še eno izjemno priložnost. Kako ste ob vsem tem, kar smo videli danes, zadovoljni s tem končnim razpletom? Pa na koncu moramo biti zadovoljni s točko, ker smo lovili rezultat. To je težko danes v nogometu. Tudi če ima ekipa igralca manj, se postavijo 2 bloka, to je težko tudi prebiti. Ampak mislim, da smo dobro odreagirali kot ekipa. No. Nasprotnik je hiter dobil rdeč karton. Že do takrat smo imeli, mislim, po mojem mnenju pobudo, potem pa smo mi prevladovali na vseh segmentih igre. No. Tak, da, mislim, da na koncu zasluženo smo zabili gol, labi še enega, ampak vseeno, mislim, točka ok.
Koliko bo zdaj lažje oditi na ta mini odmor, bom rekel, ob dejstvu, da ste prekinili tole kar neugodno serijo, ko tudi niste dosegli zadetka? To je res, ja, ampak mi gremo na odmor, prvo se bomo malo spočili, pol pa normalno delati naprej, imamo svojo vizijo, delamo in se pripravljamo na naslednje tekme. Nemanja, velik boj danes v Kidričevem proti vaši bivši ekipi, hitro ste dosegli gol, hitro ste tudi ostali le z 10-terico. Kako ste na koncu zadovoljni s to točko, vendarle ste prejeli zadetek tik pred koncem? Ja, pa moramo biti zadovoljni, v kateri smer je tekma šla. Moramo biti zadovoljni, smo dali gol, škoda, ostali brez igralca in nismo izgubili glave, to je najbolj pomembno. Vzeli smo piku, gremo naprej. Ste pa izjemno podjetno začeli tekmo v vodnih 10-15 minut, za res silovit pressing, tudi vaš zadetek. Verjetno boste skušali nekako v tem ritmu, ko vas bo vseh 11 na igrišču, nadaljevati. Ja, pa začeli smo fenomenalno. To je bil plan, ker prošlo tekmo je bilo izuzetno loše, v prvi minuti smo primili gol. Zdaj smo to poskušali spremeniti. Zdaj sem dal gol, hvala Bogu, gremo naprej. Vaš zadetek je proti bivši ekipi motiv še kaj večji, ne nazadnje ste kar 5 let preživeli tu v Šumi. Ni motiv več, zdaj nimam več takih emocij tekma kot vsaka druga, tako da je vseeno.